Minuli četrtek je pri Kosnici na pokopališču v Slovenski Bistrici potekala osrednja občinska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Govornica na slovesnosti je bila magistra Karmen Furman, državna poslanka. V mirnem objemu tišine bomo v teh dneh stopili v mesec november, ki nam s prvim dnem prinese dan spomina na mrtve. In v teh tihih jesenskih dneh, ko se umiri narava in se spominjamo svojih pokojnih, je prav, da s spoštljivim spominom ne pozabimo tudi vseh tistih, ki so brez krivde padli kot žrtve vojnih in povojnih pobojev. Na grozote tega časa, na to, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi, nas danes nemo spominjajo spomeniki na pokopališčih povsod po državi. Kljub svoji nemosti nas opominjajo na čas, ko se je s krvjo pisala zgodovina slovenskega naroda. To so kraji spomina in opomina vsem nam, da za trenutek ustavimo svoj korak, misel, besedo, predvsem pa, da nikoli več ne dopustimo, da pride kdaj čas, ko bi se zgodovina v takšni obliki še kdaj ponovila. Današnja slovesnost, ki se odvija tukaj na kraju spomina pred Kosnico žrtvam povojnih pobojev, je majhen korak v znak spoštljivega spomina na žrtve, ki so danes tukaj pokopane. 30. oktobra 2004 je bil dan, ko so bili pokopani posmrtni ostanki 431 žrtev izkopanih v obeh rovih. Spoštovani, ni besed, ki bi lahko opisale grozoto trenutka, ko so izdih za izdihom ugašala življenja. Brez dokazov krivde in možnosti, da bi branili svojo pravico in resnico, so bili otrokom odvzeti očetje in mame, bratom sestre, nečakom strici, vnukinjam, detki. Grozot, ki jih je prinesla vojna in povojno dogajanje, sama nisem doživela. Pa vendar me je šokiralo in prizadelo spoznanje, da se v teh naših prelepih krajih lahko skriva tako globoko zakopano in zamolčano zlo. In zato je danes vsem nam na mestu povsem preprosto vprašanje. Ali smo se iz vseh tragedij naše zgodovine kaj naučili? Ker tisti, ki se iz napak preteklosti ne učijo, so obsojeni na to, da jih ponovijo. Slovenija danes žal velikokrat ne kaže najbolj prijetnega obraza. Ob vseh izrazih nestrpnosti je zato še kako pomembno vedno znova poudarjati ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in nestrpnosti do drugače mislečih. Ljudje bomo namreč vedno živeli z različnimi prepričanji, nadzori in idejami. V tem se bomo razlikovali in to je naravno. A kot družba si moramo prizadevati za vse tisto, kar nam je skupnega, in spoštovati tisto, v čemer smo si različni. Veliko več imamo namreč tistega, kar nas povezuje, kot razlikuje. In zato se nihče od nas ne sme čutiti prizadetega v svojih osebnih občutkih in prepričanjih. Res je, da preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na našo prihodnost. A naj nam bo pri tem vodilo vse tisto, kar nas je kot narod plemenitilo in v pomen tisto, kar je iz naše tragične preteklosti nam je malo dostojanstvo kot ljudem in kot narodu. Le z dovolj strpnosti in medsebojnega spoštovanja bomo namreč kot skupnost, kot narod tudi uspeli. Zanašanje na to, da je zločin neponovljiv zaradi nepredstavljivih grozot, je naivno. Zgodovinske izkušnje kažejo, da se lahko ponovi, če se ne bomo prav vsi vsak dan znova trudili za strpnost in mir. Zato je prav v prelomnih trenutkih časa še kako pomembno, da sodelujemo, da se spoštujemo, da se spodbujamo. Imamo izkušnje narodne enotnosti, brez katere danes ne bi imeli lastne države. Takrat je prevladovalo zaupanje in spoštovanje. Tudi zato imamo danes Slovenci svojo domovino, dveh ne moremo imeti. Zato spoštujmo drug drugega v svoji drugačnosti in sodelujmo, ne glede na naša politična, verska ali druga prepričanja.
Skupaj lahko dosežemo nepredstavljivo. Vsi tisti, ki smo danes tukaj zbrani ob kostnici pokopanih žrtev, sporočamo, da nismo pozabili in da nam ni vseeno. Ni nam vseeno za nedolžne žrtve nesmiselnega nasilja. Ni nam vseeno za to, kaj se je zgodilo. In ni nam vseeno za svobodo in mirno prihodnost vseh nas. Ne želimo pozabiti, a gledati moramo tudi naprej. Saj nam je za voljo nas samih, predvsem pa naših otrok, naložena odgovornost, da ustvarjamo ozračje strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. S svojimi ravnanji in odločitvami moramo dokazati, da nobeno od vprašanj, ki nam jih zastavlja življenje, nikoli in nikdar ne sme pod vprašaj postaviti samega miru. To je dolg, ki ga vračamo žrtvam vojnih in povojnih pobojev. Je odgovornost, ki jo imamo do njihovega spomina in do prihodnosti novih rodov. Spoštovani, vsem, ki ste v moriji vojnih in povojnih pobojev izgubili svoje drage, izrekam globoko in iskreno sožalje. Grozote teh vojnih in povojnih pobojev niso in ne bodo nikoli pozabljene. Prav zato pa naj nam danes kot vodilo prihodnosti svetijo besede Antigone. Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. V kulturnem programu, ki ga je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, je sodelovala vokalna skupina Srednje šole Slovenska Bistrica, ki jo vodi zborovodja Gašper Kondih. Karmen Furman je v imenu Republike Slovenije venca položila h kostnici na pokopališču in predtem tudi pri rovih v Zgornji Bistrici. Vence je ta dan položil tudi podžupan občine Slovenska Bistrica Žarko Furman, in sicer k spomeniku na Trgu Svobode, pri rovih v Zgornji Bistrici in k kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici.